Pozdravljeni. Veseli me, da ste se odločili, da boste pogledali ta prispevek. Dobrodošli v naših prostorih Visoke šole za računovodstvo in finance, ki je pravzaprav edina tako specializirana računovodska visokošolska ustanova pri nas v Sloveniji. Poleg dodiplomskega študija imamo tudi magistrski študij. Poleg tega za vas pripravljamo podobne vsebine, kot je ta, ki sem jo jaz pripravil danes za vas. Ravno tako pa vam lahko iz področja računovodstva in financ ter forenzike tudi svetujemo. Pa da predstavim še sebe. Sem Tomaž Glažar, višji predavatelj na Visoki šoli za računovodstvo in finance. Imam že pravzaprav več kot desetletje in pol izkušenj na področju računovodenja zalog in pa posebej proizvodnje. Nisem samo pisal na to temo ali predaval, ampak sem tudi svetoval kar nekaj podjetjem v Sloveniji seveda. Ja, pa da začnemo z današnjo temo. Delovni nalogi v proizvodnji so tiste listine, ki pravzaprav brez katerih proizvodnje ne more biti. Pogosto pa se žal uporabljajo tudi v neprave namene. Pa poglejmo najprej, kaj delovni nalog sploh je. Delovni nalog je pravzaprav ukaz proizvodnji, da začne z proizvajanjem določenega izdelka ali serije izdelkov. Določa namreč čas izdelave teh izdelkov in seveda tehnologijo izdelave teh izdelkov, določa količino izdelka, ki ga želimo proizvesti v neki seriji, pri posamični proizvodnji je pač to samo eden izdelek, in hkrati določa tudi potrebne količine, ki so za to proizvodnjo nujne, se pravi, količine materiala, obseg dela, ki bo potreben in pa seveda tudi stroje, ki jih bomo uporabljali, se pravi, to, kot sem že omenil, celo tehnologijo. Toda, ali je delovni nalog tudi knjigovodska listina? Žal vas moram razočarati, ni knjigovodska listina. In zato je pravzaprav več razlogov. Zakaj delovni nalog ni knjigovodska listina? Najprej zato, ker ni zapis dejanskega dogodka, ampak, kot sem že omenil, gre pravzaprav za neko navodilo, da je treba proizvodnjo začeti. Se pravi, sam delovni nalog nastane pred začetkom proizvodnje. Po drugi strani ni nujno, da v delovnem nalogu imamo vse poslovne dogodke, predvidene poslovne dogodke ovrednotene. Čim nimamo vrednosti, vemo, da v poslovne knjige teh poslovnih dogodkov ne moremo zapisati. Tretja zadeva je verjetno tudi najbolj problematična, namreč delovni nalog ne pozna nedokončane proizvodnje. Mogoče niste nikoli pomislili na to, ampak dejansko podatki zajeti v delovne naloge nikakor ne vsebujejo nedokončane proizvodnje. In četrtič, mogoče je še kakšen razlog, tudi slovenski računovodski standardi pravijo, da nalogi niso knjigovodske listine. Torej, jaz upam, da te 4 razlogi so vas že prepričali, zakaj delovni nalog ni knjigovodska listina. No ja, ampak vseeno se dogaja, to sem videl praktično pri vseh podjetjih, s katerimi sem sodeloval, da se delovne naloge uporablja kot osnova za evidentiranje proizvodnje. Zdaj, kako poteka evidentiranje proizvodnje po delovnih nalogih? Veliko načinov je, ampak bom predstavil 2 skrajna. Prvi je ta, da evidentiramo proizvodnjo že kar ob izdaji delovnega naloga, celotno proizvodnjo,
Druga skrajnost pa je, da evidentiramo proizvodnjo šele ob zaključku delovnega naloga. Pri posamični proizvodnji to pomeni ob zaključku edinega proizvoda, ki ga proizvajamo, pri serijski proizvodnji pomeni zaključek cele serije, pri masovni pa takrat, ko se konča masovna. Vemo pa, kako je z masovno proizvodnjo, ki lahko poteče pravzaprav tudi leto, 2 ali več. Zdaj, če pogledamo pobliže, kaj se nam dogaja takrat, ko evidentiramo poslovne dogodke po delovnem nalogu, takrat, ko se delovni nalog izda. Seveda vse vrednosti, ki so že napisane v delovnem nalogu, prenesemo v nedokončano proizvodnjo. Prosim, ne mešati tega, kot sem prej rekel, da delovni nalog ne pozna nedokončane proizvodnje. Seveda je ne pozna, ker s tem, ker mi celotno vrednost vseh stroškov, predvidenih stroškov po delovnem nalogu prenesemo v nedokončano proizvodnjo, še nismo določili prave nedokončane proizvodnje. Kaj se nam pa zgodi? Da seveda ves čas proizvajanja imamo previsoke stroške. Ker vsi stroški kljub vsemu še niso prešli v nedokončano proizvodnjo. Ravno tako imamo zaradi tega tudi previsoko vrednost zalog nedokončane proizvodnje. Ja, zakaj? Zaradi tega, ker, kot sem rekel, ni vseh stroškov še, vsi stroški se še niso dogodili pred koncem. No, po drugi strani, druga skrajnost je pa takrat, kadar evidentiramo po delovnem nalogu, po zaključenem delovnem nalogu to našo proizvodnjo. Takrat ne moramo drugega, kot da celotno vrednost proizvodne serije posameznega izdelka prenesemo naenkrat med izdelke. Pravzaprav v tem primeru izenačimo serijsko proizvodnjo za posamično in pa tudi seveda masovno proizvodnjo za posamično proizvodnjo. Jasno, po bitki smo generali vsi. Ko je proizvodnja zaključena, imamo pred sabo vse podatke in zakaj ne bi to evidentirali kar neposredno v zaloge gotovih izdelkov, saj to je res. Ne rabimo nedokončane proizvodnje. Ker nedokončane proizvodnje delovni nalog sploh ne pozna, je tudi nimamo. Vrednosti nedokončane proizvodnje v tem primeru so vedno nič. Ampak kaj se nam pa v resnici dogaja med proizvodnjo? Pravzaprav zaradi tega, ker šele na koncu, ko je končana proizvodnja, izvemo, kakšna je bila vrednost izdelkov, ki smo jih proizvedli, med proizvajanjem vrednosti izdelkov ne poznamo. Prav tako ne vemo, kakšni so dejanski stroški za proizvajanje. In zdaj naletimo na problem prodaje izdelkov. Seveda vemo, kakšna je prodajna cena izdelka, ker ponavadi določimo vnaprej. Ampak ne vemo, ali je stroškovna cena tega izdelka, dokler ga proizvajamo, res tista, s katero bomo lahko potem na koncu, ko bodo izdelki prodani, tudi kaj zaslužili. No, takrat, kadar imajo podjetja res velike vrednosti vezane v nedokončano proizvodnjo, je tveganje, da se nam kaj hudega zgodi, zelo visoko, če vodimo proizvodnjo na tak način, kot je tukaj zdaj predstavljena. Zdaj seveda, če sem rekel, eno je to, da imamo probleme z evidentiranjem. Kakšni pa so problemi takrat, nastanejo problemi takrat, ko je treba pa kaj poročati o proizvodnji? Ja. Prvi problem je ta, da poročila ne moramo narediti v primeru, če vodimo proizvodnjo po delovnih nalogih, dokler delovni nalogi niso zaprti. Zato računovodstva zahtevajo od proizvodnje, da zaključijo delovne naloge na presečni datum. Najmanj enkrat letno. Ja, to še gre. Kaj pa, če imamo mesečna poročila? Zaključimo delovne naloge vsak mesec. In jih seveda naslednji dan
Ob koncu meseca zapremo, v začetku naslednjega obdobja odpremo. To je nočna mora vseh vodij proizvodnje in po moje seveda tudi popolnoma nepotreben strošek in pa nepotrebno zapravljanje časa. Problem imamo pa z nedokončano proizvodnjo, seveda, ker neke vrednosti pa realno še zmeraj ostajajo v nedokončani proizvodnji. In kaj se dogaja? Enostavno skličemo inventurno komisijo in ta popiše nedokončano proizvodnjo. Kaj popiše v nedokončani proizvodnji? Pol izdelke, jasno, a ne? Ampak poleg pol izdelkov imamo mi neke vrednosti vezane še na, mogoče so še na stroje, to, kar se ne da popisati. Tukaj je veliko problemov. Seveda imamo možnost nekih izračunov, tudi dokončanosti ali nedokončanosti proizvodnje, ampak vse to so približki. Po drugi strani seveda vsak mesec imeti inventuro v večjem proizvodnem podjetju je tudi nočna mora. Mi verjamete. Zdaj, poseben problem so seveda na teh načinih evidentiranja odmiki. Odmiki pravzaprav izgubijo vso vrednost, ker praktično ne predstavljajo prave vrednosti odmikov. Odmiki seveda nastanejo samo pri serijski pa masovni proizvodnji. No in seveda v praksi se kaj dogaja. Če evidentiramo proizvodnjo ob zaključku delovnega naloga, odmiki nastajajo v zalogah gotovih izdelkov na papirju. V resnici seveda odmiki nastajajo v nedokončani proizvodnji. Tam jih seveda ne moremo zajeti, ker delovni nalog ne pozna nedokončane proizvodnje, da se ne bom preveč ponavljal. Zdaj, v takem knjigovodstvu seveda sem tudi v praksi naletel na veliko problemov vezanih na odmike, pa vse skupaj so bili te odmiki pravzaprav kar nekaj. V nekaterih primerih so bili kar koš za odpadke, se pravi za tiste knjižbe, za tiste poslovne dogodke, ki nismo vedeli, kam jih bi vezali, jih bomo dali pa kar v odmike. Naletel sem tudi na primer, kjer so sicer evidentirali odmike v dokončani proizvodnji, ampak istočasno so jih prinesli kar med odhodke, čeprav izdelki še niso bili prodani. Kako to vpliva na rezultat, si lahko seveda jasno predstavljate. No, pa da bom podal tudi kakšno rešitev, kako pa bi bilo pravilno evidentirati proizvodnjo v računovodskih oziroma knjigovodskih evidencah. Najprej uporabiti treba pravilne knjigovodske listine. Te so, na primer, izdajnica, prejemnica, prenosnica, delovni list in druge listine, vse to so notranje knjigovodske listine in toplo priporočam, da jih pripravite v elektronski obliki. S tem boste lahko istočasno, ko bo poslovni dogodek nastal, ga tudi imeli evidentiranega v svojih poslovnih knjigah. Zdaj pa, da podam kakšen primer, ne vem, izdajnica materiala v proizvodnjo. Kaj se dogodi v trenutku, ko mi izdamo material v proizvodnjo? Vse te podatke evidentirajo na to izdajnico, to pa pomeni, da v poslovnih knjigah zmanjšamo vrednost zalog materijala, povečajo se nam stroški, ki se prenesejo seveda v nedokončano proizvodnjo. Prejemnice izdelkov recimo, v trenutku, ko prejmemo izdelke, zmanjšamo vrednost zaloge nedokončane proizvodnje in povečamo zalogo gotovih izdelkov. S prenosnico spremljamo recimo prenos materijala in polizdelka h kooperantu. Z delovnim listom spremljamo delo v proizvodnji. Vrednostno seveda spremljamo. Marsikatero podjetje ima pravzaprav tudi kakšno od teh list in delovni list je tipičen primer, ko količinsko spremljajo delo, ne spremljajo, ne vrednotijo ga pa žal, čeprav bi ga lahko, in zato to ni knjigovodska listina. Z pomočjo teh knjigovodskih listin seveda mi lahko
evidentiramo poslovne dogodke v zaporedju, kakor se dogajajo. Najprej nastajajo stroški, ki prehajajo v nedokončano proizvodnjo. Se pravi, zaloge nedokončane proizvodnje so posledica stroškov in šele iz nedokončane proizvodnje imamo potem tudi končne izdelke, vrednost končnih izdelkov. S takim sistemom, kot sem vam ga zdaj predstavil, ni večjih problemov pri obračunih proizvodnje. Pa tudi, če so poročila tedenska, ne samo mesečna. Namreč pravilno evidentiranje je glavni vzrok za to, da mi lahko res pridemo do obračuna, bom rekel, v računalniškem jeziku, pritisnemo Enter in se obračun avtomatično izvede. No ja, predtem moramo še marsikaj nastaviti, pa pripraviti. Zato sem za vas tudi pripravil en seminar, ki ga bomo izvedli na Visoki šoli za računovodstvo in finance 8. septembra, kjer bomo nekoliko širše predstavili to spremljanje, računovodsko spremljanje proizvodnje. Poleg teoretičnega dela, ki ga pač naj bi vsak računovodja tudi poznal, bomo precej časa namenili tudi praktičnim rešitvam udeležencev. Zato vas prisrčno vabim. Vabim pa vas tudi, da v naši bazi znanja pogledate, da si pogledate priročnik, ki sem ga pripravil na temo kooperacije. Vsekakor, znanje, ki ga imamo, ne vlagamo samo v prenos znanja študentov, ampak pomagamo tudi drugim, ki se na računovodskem področju srečujejo z problemi, ki jih sami ne morejo rešiti. Zato imamo tudi organizirane individualne delavnice, kjer v bistvu sami z našo pomočjo rešujete vaše probleme, recimo v proizvodnji. Za kakšne dodatne informacije se seveda lahko obrnete tudi direktno na mene, podatke imate, tako telefon kot mojo elektronsko pošto. Vabljeni k sodelovanju tudi v bodoče. Nasvidenje in hvala za pozornost.